Kvadratni koren. Kvadratni koren je matematična operacija nad številom ponavadi, kjer se v bistvu sprašujemo naslednjo stvar. Nekako je obratna operacija od kvadriranja, in sicer zanima nas, recimo, če iščemo kvadratni koren 25, nas zanima, katero število moramo dati na kvadrat, da dobimo to število 25. In ja, uganili ste, to je 5 in zato je tudi koren 25 enako 5. Se pravi, namesto da bi se takole spraševali s tem koliko, potem je tale znak koren. In kako je definiran ta naš koren? Naj bosta a in b nenegativni realni števili, naj velja, da je b na kvadrat enako a, potem b imenujemo drugi ali tudi kvadratni koren iz a in napišemo. Koren a je b. Tako, zdaj pa koren, kvadratni koren, a ne, ni edini koren, ki obstaja. Pogledali si bomo tudi n-ti koren. Pri n-tem korenu je pa v bistvu potenca lahko kakršnakoli. Se pravi, če bi se mi zdaj spraševali 5. koren iz 32, koliko je, ne, 5 pomeni tale številka 5 tu, potem bi se mi v bistvu sprašujemo se tole. Katero število moramo dati na 5, da dobimo 32. To je ta operacija korenjenja, ne. Nekako bi rekli, da sta ekvivalentno nasprotni potenciranje in korenjenje. To pomeni, da recimo, če je +5 pa -5, če sta si nasprotni operaciji, a ne, potem je korenjenje pa potenciranje tisto, ki je v nasprotju. Samo da če je koren višje stopnje, potem mora biti tudi potenca višje stopnje, če je pa kvadratni koren, potem je pa tudi potenca kvadrat. Zapleteno? Pa niti ne, boste videli pol na nalogah. Kaka je definicija? Prava uradna definicija tega n-tega korena je pa tole. Naj bosta a in b nenegativni realni števili, naj velja, da je b na n enako a, potem b imenujemo n-ti koren z a in zapišemo. Zdaj pa n-ti koren ponavadi ne pišemo, ponavadi je tu namesto n-ja neka številka, recimo 8. koren iz 17. Kaj takega, a ne. Tukaj je številka in tega zdaj ne imenujemo n-ti koren, ampak 8. koren, ne. Namesto n-ja pač dodamo te številke. Zdaj, kako računati te korene? Ja, ali se sprašujemo s koliko na 5 je 32, čisto mimogrede, to je 2, zato je tudi 5. koren iz 32 2, ali pa poskusimo s kalkulatorjem. Kalkulator je lažji in pa kalkulator nam lahko tudi decimalne vrednosti vrne, ne, medtem ko ta nam pa ne more, ne, naša pamet. To pa ne znamo še računati. Tako da si bomo zdaj pogledali, kako bi te korene računali na kalkulator. Če jih seveda že smete imeti, če ne pa lahko naslednji video preskočite, pa greste kar naprej na pravila za korenjenje. Prišli smo do konca. Če želite ali morate videti več, si poglejte na moji spletni strani ninarazlaga.si ali pa se naročite na moj YouTube kanal. Se vidimo!